trgli gozdarji, ne naposli. Aha, smeš naposli življenje. Bi začeli z našo slovesnostjo, iskreno povem slovesnostjo, ker sem prav vesel, da je to že 9. avtomatski defibrilator, ki ga dajemo v javno dostopen namen. V zdravstvenem domu Ljutomer smo namreč začeli s projektom Rešujemo življenja, vsaka sekunda šteje. In Šalinci so praktično 9. kraj, kjer imamo danes na našem področju javno dostopen avtomatski defibrilator. 6 jih je kupil zdravstveni dom, 3 so darovali, tako kot je gospod Janče, tudi Rdeči križ, skratka so zasebni lasti, vendar so jih kot dobro prakso, kot dober primer dali v javno uporabo. Vsi vemo, da je avtomatski defibrilator sam po sebi nekoristen, če se občani ne odzovejo in v pravem trenutku ne urgirajo. In naš namen je, da vas čim več usposobimo, kako se z njim rokuje, da vas čim več ve oziroma pozna temeljne postopke oživljanja in se ne ustraši 30 trenutek, ko je nujno potrebno pristopiti k pacientu in pričeti oživljanje. Da ne bom predolg, vam samo povem podatek. Ta sistematičen pristop se nas nagrajuje z podatkom, da smo na področju zdravstvenega doma Ljutomer v letu 2014 imeli 11 oživljanj, od tega 6 uspešnih, kar je daleč nad povprečjem. In teh 6 uspešnih je tudi po zaslugi očividcev, se pravi tistih, ki se niso ustrašili in so pričeli z oživljanjem takoj. In izredno pomembno je, da tisti trenutek, ko se karkoli zgodi, pristopite, začnete oživljati. Kako to poteka v praksi, kaj moramo narediti, bo nam pokazala naša ekipa, bo demonstrirala. Jaz bi predal tudi besedo gospodu Jančetu kot domačinu, tistemu, ki je dal en dober zgled in je dal svoj avtomatski defibrilator v javno uporabo. Prosim, izvolite. No, zdaj je bilo že veliko povedanega. Prvo dobrodošli na našem domovanju. Veliko vas verjetno še ne pozname, ker sem bolj novi tukaj. Je pa tako, mi smo tale defibrilator nabavili zaradi mene, ker sem imel že 2-krat velike težave. Usposobil sem to pumpo in glede na to, da si zmeram nekako pod rizikom, da te lahko spet kaj prizadane, sem si tudi prvošel nekako nabavo tega defibrilatorja. Ker pa meni ne pomeni nič dosti v sobi, vem pa, da lahko defibrilator rešuje življenja, sem ga namenil tudi dati v javno uporabo in mislim, da je prav, da se tako koristno uporabi, sploh glede na to, da je relativno malo in relativno draga zadeva in da ni glih mreže še popolne. Tukaj verjetno med Križevci, Šalinci oziroma Ljutomerom in Banovci ni defibrilatorja in mislim, da bo tole prava točka tudi za ta teritorij. Kaj dosti več ne bi povedal, razen tega, da upam, da ga nam okoli uporabili, da ga ne bo treba, vendar je prav, da je pri roki, če bo potrebno, bo pa verjetno zelo koristen in morda rešil bomo tudi življenje. Učiti se je treba izgubiti strah, ohraniti bistro glavo, hladno glavo in začeti, kot se človek učil večkrat vama vajo, bolj mu gre, bolj je brez strahu. Zato nikoli ni odveč, pa če gremo na 10 prezentacij, demonstracij, še vedno je v redu, vedno se človek še nekaj zdravega nauči, dobi samozavest in izgubi strah in to je tisto bistveno, ne samo čakati, da pride neki odrešitelj. Sami smo tisti, ki prvi hip lahko največ naredijo, vse zato pa reče, vsaka minuta šteje. Imamo pa, hvala Bogu, res zdaj ekipo mladih zdravnikov, mladih naših zdravstvenikov, ki so zelo usposobljeni in z veseljem tudi to pokažejo in sem jih hvaležna za to in mislim, da bodo kadarkoli bodo rabili, bodo prišli in bodo demonstrirali način uporabe. Morda še samo to, mi imamo tudi projekt, da gremo po gasilskih domovih, po podjetjih, po organizacijah
in skupinam predstavimo, kako se uporablja avtomatski defibrilator in jih seznanimo s temeljnimi postopki oživljanja. Tako da, če verjamem, da obstaja interes na tem področju, govorim o vaseh Kriščanci, Grlava, Šalinci, Nošinci, Babinci, vi nas pokličite, mi z veseljem pridemo in na kakem sestanku, kakšni večji skupini predstavimo to, kar sem prej omenil, se pravi rokovanje z AED-om in temeljne postopke oživljanja. Analiziram, ne dotikajte se pacijenta. Odmaknite se od pacijenta. Elektrošok priporočen. Odmaknite se od pacijenta. Pritisnite utripajoči gumb. Zdaj. Elektrošok izveden. Začeti s temeljnimi postopki oživljanja. Lahko se dotikate pacijenta. Postavite dlani eno na drugo na sredino prsnega koša. Pritiskate na prsni koš v ritmu metronoma. Ostanite mirni. Kako globoko moraš? Aha, tu pa te zdaj vodi, kako moraš masirati? Aha, super. Zdaj pa mi ti, kako moram, kakšno hitrost moram. Aha, super. Ja, prvo ga tako čisto na roko, kako prijete, ne, gospod. Pa vidite, če naguči, se ne odziva, pogledate, ok, vredi, tega slečete, pa vidite, če se prsni koš dviga. To pa je tudi en zlom. Če pa lahko pa tudi gluho sklonite, pa poslušate, če bi slučajno šel zrak ven, če ne, takoj začnete, kaj? Zdi se. Kako življate? In pritisnemo cirka 5 cm. Gremo si en pa pol na sekundo, če čemo 100 ujete. Ja,